Gremo v kino. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni. Kaj naredi film vreden ponovnega ogleda? Marcel Štefančič junior je prepričan, da slovenski film skozi svojo zgodovino ni nastajal v vakumu, temveč v dialogu z drugimi filmi, kinematografijami in filmskimi zgodovinami. Jutri bo v Kinodvoru na sporedu njegov letošnji izbor slovenskih filmov, ki jih vse preredko vidimo, tokrat iz 60., 70. in 80. let. V četrtek si bomo v Slovenski kinoteki ob živi glasbeni spremljavi lahko ogledali Moža s kamero Dzige Vertova. Film, ki je leta 1929 sistematično razgradil vse, kar je takratni film jemal za samoumevno in ki ga je filmska teorija rehabilitirala šele desetletja pozneje. Iz Linza poročamo o festivalu Crossing Europe, ki se vsako leto ukvarja z vprašanjem, kaj evropski avtorski film sploh je in kje so njegove meje. In končno, o tem, kaj pomeni film, je spregovoril tudi romunski režiser Radu Žude ob svojem novem filmu Continental 25. Vabljeni k poslušanju. Marcel Štefančič junior za Kinodvor vsako leto pripravi izbor slovenskih filmov, ki, kot pravi, jih vse preredko vidimo. Letos bo na sporedu 5 filmov, ki jih bodo prikazali s 35 mm filmskega traku. Eva Francija Slaka, Samorastniki Igorja Pretnarja, Remington Damjana Kozoleta, Veselica Jožeta Babiča in Ko pride lev Boštjana Hladnika. Z Marcelom Štefančičem juniorjem se je pogovarjala Sanja Rejc. Marcel Štefančič, pozdravljeni. Živijo. Na praznični 2. maj se bo v Kinodvoru dogodil filmski maraton, 5. po vrsti, slovenski filmi, ki jih vse preredko vidimo. Čeprav prvi, leta 22, je imel naslov Slovenski filmi, za katere še niste slišali. Ja, zato ker takrat sem si lahko še privoščil, da sem iz te bogate zakladnice slovenskega socialističnega filma zbral tiste filme, za katere Slovenci v glavnem res niso slišali. To so filmi, ki so zginili, ampak tako bom rekel, da bi bil fair do teh filmov, bom rekel, in do Slovencev, bi rekel to, da že oni Slovenci, za katere so bili te filmi narejeni, za sodobnike teh filmov, sodobniki teh filmov zanje niso slišali. Ker tudi včasih so slovenski filmi nekateri zginili brez sledu trenutkov, ko so prišli ven. Kot da jih nikoli ni bilo. In dejansko se pa Slovencem dogaja to že ves čas, da nekateri slovenski filmi preprosto zginejo. Da bi jih vzela kafra. Ne veš kako, ampak da bi jih nekdo nekam založil. In jih pustil in jih potem ne najdemo več. In rekel, če ne bi bilo tega festivalčka, filma kot je Zarota, verjetno zlepa ne bi na velikem platnu več gledali, tudi ne vem, če ga vrtijo kaj na kakšnih televizijah, po moje, da ne. Se pravi, zalogo filmov, ki jih nismo videli oziroma za katere še nismo slišali, ste izčrpali in zdaj promoviramo tiste, ki jih bolj poredko vidimo. Tako. Bolj poredko. In katere ste izbrali za letos? Preredko, prej so bili poredko, zdaj so preredko. Preredko, recimo je Eva, Samorastniki, Remington Kozoletov, Ko pride lev Hladnikov in seveda Veselica. Prvi slovenski črni film, ki je bil skeptičen do nove družbe, povojne, do socializma in tako naprej. Im je še kaj skupnega, razen to, da jih preredko vidimo? No, jaz bi rekel to, da Slovenci smo prepričani, da slovenske filme prineseš torkla.
da padajo z neba, da jih Triglav da, iz lepote slovenskega naroda zrastijo. Nihče pa ne pomisli, da ti filmi v resnici prihajajo iz drugih filmov, da slovenski filmi rastejo iz drugih filmov. In tle sem dal filme, ki se mi zdi, da so lepo zrasli iz drugih filmov. Eva, recimo, je slovenska reimaginacija Godarjevega Do zadnjega diha, recimo Samorastniki, posneti sicer po noveli Prežihovega Voranca, ampak izgledajo tako, kot bi ga hkrati posnel Emilio Fernandez, ta mehiški režiser, Pudovkin, ruski, Eisenstein in Dreyer. Igor Pretnar je bil seveda fan vseh teh 4 režiserjev in dobesedno 4 njihovi filmi, Trpljenje device Orleanske, Marija Kandelarija, Mati in Stavka, dobesedno živijo in dihajo hkrati v tem filmu. Omenjeno je tudi posebej, da bodo projekcije potekale s 35 mm filmskega traku. Kaj to prinese gledalcu? To gledalcu prinese malo tistega prasketanja, ko se role menjajo, tam zašelesti, tam začutiš film. Skratka, film dosti bolj začutiš ga na nek drug način. Z vso patino, z vso preteklostjo pride in takemu filmu tudi je pol tako, iskreno rečeno, lažje mu odpustiš kakšne napake. Zato, ker mnogi izmed teh filmov so bili v svojem času prekleti. Mislim, prekleti v smislu, da jih ni hotel nihče gledati. Slovenci smo bili zmeraj kritični do slovenskih filmov. In z leti, in ko jih daš na 35 mm na veliko platno in hreščijo, ko prasketajo in ko se med rolami vsaki 10 minut zgubijo, zginejo, omedlijo za hip, in odpustiš vse napake. Smo danes torej bolj prizanesljivi do filmskih ustvarjalcev? Ne. Jaz mislim, da je tako, da zdaj v trenutku, ko midva govoriva, nastajajo novi filmi, za katere bomo kmalu preveč poredko slišali in jih bomo poredko videli. No, ker nekaj teh filmov je bilo v času nastanka, da ne rečem spornih, kontroverznih. Večkrat ste omenili, da danes ne bi nastali taki, kot so. Ja, Maškarada je paradni, tipičen film, ki ga danes ne bi mogli posneti. Remake se ne da narediti Maškarade danes, ne bi šlo skozi. Tak, ki bi to naredil, bi mu to uničil kariero. Drug film, ki ga pa zavrtel na tem festivalu, je pa Hladnikov, ko pride lev. Film, ki je bil provokativen že takrat, ki je prišel ven. Hladnik je moral vendarle nekatere stvari posneti še enkrat. Ampak že tako, ko so posnete še enkrat, kdo bi posnel remake teh prizorov danes, bi bil v kariero. Nemogoče jih je posneti danes. Skratka, ta film je še hujši, še provokativnejši, kot je bil tedaj, ko je bil provokativen. Skratka, takrat, ko je prišel ven leta 1972. Bi morda potrebovali več takih festivalov? Morda enkrat na mesec, filmi, ki jih preredko vidimo? Ja, sej to je, kritika slovenskega ravnanja z svojo, dediščino filmsko. Mislim, slovenski filmi, kot pravim, zginjajo. Ni jih. Vse preredko jih vidimo. Je pa tako, glede na to, da smo leta 2026 in je še vedno najradikalnejši slovenski film v zgodovini slovenskega naroda še vedno Maškarada, in je, recimo, ko pride lev, še vedno provokativnejši od vsega, kar vidimo danes od slovenskih filmov, bi pričakoval od slovenskih filmarjev, da bi si vendarle malce več upali, da bi bili malce pogumnejši, da bi bili malce radikalnejši in da bi šli vendarle kakšen korak naprej v tem, kar počnejo. Ker letnice teh filmov, ki jih bomo v soboto lahko videli, se končajo nekje sredi 80-ih. Ja, Remington je najmlajši, pravzaprav je leto 88. Ja. Bo prihodnja izvedba naslednje leto morda prinesla filme, ki so še mlajši? Že letos sem hotel se stegniti v dobo kapitalizma, slovenskega, ampak naslednje leto pa sigurno. Naslednje leto nas čakajo, filmi, kapitalistični filmi, ki jih se preredko vidimo. Marcel Štefančič, hvala lepa. Kontra, hvala. Dziga Vertov je leta 1929 posnel film Mož s kamero, ki je natančno strukturirano raziskovanje tega, kaj kamera vidi, kako montaža konstruira pomen in kaj film sploh je kot medij.
Film velja za enega temeljnih del filmske avantgarde in hkrati za enega prvih sistematičnih premislekov o naravi filmskega jezika. V četrtek ga bodo v Slovenski kinoteki prikazali v okviru cikla Kino Uho z živo glasbeno spremljavo italijanskih kitaristov Stefana Pilije in Paola Spacamontija. O zgodovinskem in avtorskem kontekstu filma, o avtorjevem razumevanju dokumentarnega in igranega filma ter o njegovem vplivu na kasnejšo filmsko zgodovino pa sem se pogovarjala z Matevžem Jermanom iz Slovenske kinoteke, kustosom, režiserjem in filmskim kritikom, ki se ukvarja z avantgardnim filmom. Mož s kamero je nastal leta 1929, torej v trenutku, ko je bila sovjetska revolucija že mimo, medtem ko se je Stalinova konsolidacija oblasti šele začenjala. Vertov je slavil novo industrijsko kolektivno življenje, a hkrati je posnel film, ki je bil izrazito samosvoj. Ali bi lahko nekoliko osvetlili zgodovinski, družbeni, morda tudi avtorski kontekst tega filma? Kot ste omenila, je Mož s kamero nastal po revoluciji, torej v času, ko se je ta sovjetski sistem že začel utrjevati in institucionalizirati. Tako da film še vedno nosi energijo nekega zgodnjega revolucionarnega eksperimenta, če bi lahko temu tako rekli. Vertov pa pripada generaciji umetnikov, ki so verjeli, da lahko z novimi mediji soustvarijo tudi novo družbo. Tako da film seveda slavi industrijsko življenje, pomen kolektiva, ritem modernosti, hkrati pa njegova kvaliteta ravno ta, da to ni propagandni film v nekem klasičnem smislu. In kar se mi zdi mogoče najbolj zanimivo, je prav ta napetost, se pravi, po eni strani film je vpet v ideologijo svojega časa, po drugi strani pa gre za nek radikalen, čisto avtorski, formalni eksperiment na nek način. Tako da on pravzaprav ustvarja tu nek nov filmski jezik, ne zanima ga toliko zgodba, liki ali pa psihologija, ampak sam proces gledanja in v bistvu tega filmskega beleženja sveta. Tako da gre v bistvu za neke vrste skoraj da manifest, ne samo v Sovjetski zvezi, ampak tudi tega, kaj film lahko je. In to govorimo v času, v katerem je bil film kot umetnost star dobrih 30 let. No, Vertov je bil do igranega filma, vemo, izrazito sovražen. Imenoval ga je opij za množice, lažno zavest, za uvoženo, buržoazno obliko ga je imel. Hkrati pa Mož s kamero tudi ni običajen dokumentarni film v današnjem smislu. Vertov je res z vnemo in goreče zavračal igrani film, ker ga je razumel kot nekaj umetnega, mogoče izumetničenega, predvsem pa manipulativnega in kot neko eskapistično iluzijo. Hotel pa je ustvariti film, ki bi bil neposredno povezan z realnostjo in z življenjem takim, kot je. In ravno tu je ta zanimiv kontrast, da Mož s kamero pravzaprav ni čisti dokumentarec, ampak nasprotno gre v resnici za izjemno konstruiran in na nek način izumetničen, eksperimentalni in formalno izjemno razdelan film. Torej, montaža zelo izstopa, sam film je poln različnih, recimo filmskih trikov in prijemov, kot so dvojne ekspozicije, različni pospeški, kompozicije in tako naprej. Tako da Vertov ne skriva tega, da film gradi realnost, hkrati pa njegov namen ni pokazati resnico kot nekaj danega, ampak pokazati tudi, kot smo prej omenili, kako film aktivno soustvarja pomen. Zato bi lahko rekli, da ta njegov projekt ni stremenjen k objektivnosti, ampak predvsem k neki novi vrsti resničnosti, ki nastane skozi kamero, skozi montažo, skozi zavestno oblikovanje. In to je nekaj, kar tudi recimo neorealisti počno, mogoče celo v tej poznejši fazi italijanskega neorealizma, o kateri piše tudi Andrej Bazin in tako naprej. No, omenili ste resničnost in v filmu ves čas vidimo kamero, snemalca, montažerko pri delu. Film se torej neprestano sprašuje, kako nastaja pogled ali filmski pogled. To pa pri Možu s kamero ni samo oblikovni ali formalni prijem. Kaj mislite, da je Vertov hotel povedati o razmerju med gledalcem, med kamero in med resničnostjo? In še drugo vprašanje, ali je to vprašanje danes bolj ali manj relevantno kot leta 1929?
Ja, ravno to, da v filmu vidimo kamero, snemalce, vidimo montažerko. To je pravzaprav ključno pri možu s kamero. Se verjetno na ta način razbija iluzijo, da je film neko okno v svet, ampak nas ves čas opozarja na to, da kar gledamo, je narejeno, je posneto, je zmontirano. Se pravi, ni ta eskapizem, ko smo premenili, ampak gre za nek konstrukt in tudi gledalec je bil na to pozoren. Tako da gre za to radikalno idejo, da kamera ni samo orodje, ampak tudi način videnja. Zato verjetno govori o kinooku, filmskem očesu, ki vidi več kot človek oziroma vidi drugače kot človek. In s tem spremeni tudi neko vlogo gledalca, ki pač ni več pasiven, ampak mora aktivno misliti, povezovati in sestavljati pomene. In to je mogoče danes še neprimerno bolj aktualno kot leta 1929. Se živimo v svetu nekih neskončnih podob, algoritmov, manipulacij v nekem postfaktičnem svetu in tako naprej. In je danes to vprašanje, kdo gleda, kako gleda in kaj pomeni resničnost, absolutno centralnega pomena. Tako da je bil verjetno mogoče nek način tudi zgodnji teoretik tega problema. Morda še za konec, mnogi filmarji in teoretiki so se na Vertova sklicevali desetletja po njegovi smrti, od Godarja do Cinema Verite, od videospota in sodobnega eseističnega filma. Zakaj menite, da film, ki je bil posnet pred skoraj 100 leti, še vedno deluje? Mož s kamero je imel res neverjetne daljnosežne vplive in posledice in te vplive vidimo še danes v različnih tako dokumentarskih, eksperimentalnih filmih. In mislim, da gre predvsem mogoče za to, da Mož s kamero ni film, ki bi bil vezan na samo eno funkcijo ali pa samo eno sporočilo ali en pomen. Hkrati ni samo dokument enega časa, ni samo beležka nekega zeitgeista, hkrati ni samo politični film in hkrati ni samo recimo nek formalni eksperiment, ampak ključno je to, da je ravno vse to hkrati. Torej film še vedno formalno izjemno živ, ta ritem montaže, vse te vizualne ideje, ta nora energija podob, to neverjetno sveže deluje danes tudi na sodobnega gledalca, ki je tudi navajen hitrih rezov in neke intenzivne vizualne dinamike. Tako da je vsekakor, če ne vsaj napovedal, je pa ključno zaznamoval razvoj tudi videospotov in digitalne kulture, hkrati pa še vedno odpira ta vprašanja, ki ne zastarajo, torej kaj je resničnost, kako jo posredovati, kakšna je vloga tehnologije v našem dojemanju sveta. Mislim, da se zato vse skozi avtorji vračajo k Vertovu in najdejo v njem neko izhodišče za razmislek. Pa mogoče samo še to, da Mož s kamero ima res neko nalezljivo vero v moč filmskega medija. In to navdušenje, da lahko s kamero na novo vidimo svet, je danes izjemno močno in mislim, da sploh z neko recimo sodobno glasbeno spremljavo lahko ta film izjemno zaživi kot nekaj čisto sodobnega. Tako da bo ta priložnost tudi v Slovenski kinoteki prihodnji teden. V Linzu se je v torek pričel filmski festival Crossing Europe, na katerem bodo predstavili tudi nekaj slovenskih filmov. Svojo avstrijsko premiero bo doživel film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, v režiji Ester Ivakič. Na festivalu pa bodo prikazali tudi film Fantasy režiserke Kukle ter manjšinski koprodukciji Bog ne bo pomagal režiserke Hane Jušić in Kar je treba storiti Srdžana Kovačevića. V Linzu se med drugim predstavlja tudi italijanska režiserka Alba Zari s filmom Bele laži, ki je premiero sicer doživel na filmskem festivalu v Rotterdamu. Prispevek Petre Meterc. Alba Zari se je rodila na Tajskem, v sekti Božji otroci z več 10 000 privrženci po vsem svetu. V želji, da bi si povrnila spomine na otroštvo, ki se ga skoraj ne spominja, se s filmom potopi v boleče posledice življenja svoje babice in mame v sekti, ki so jo zaznamovale manipulacije in spolne zlorabe. Začetki zgodbe, ki jo pripoveduje v filmu, segajo v 70. leta prejšnjega stoletja. My grandmother met
Moja babica je v Trstu spoznala nekaj članov sekte Božji otroci. Takrat se je ločevala od moža in s seboj je vzela mojo mamo, ki je takrat imela 13 let. V Trstu je pustila moža in še 2 otroka. S sekto so potovali po Balkanu, Indiji in nato Tajski. Tam sem se rodila jaz. Božji otroci so sekta, v kateri verjamejo v tako imenovano deljenje telesa, svobodno ljubezen in podobno. In ker je bila moja mama v takšnem okolju, nisem nikoli izvedela, kdo je moj oče. Ko je bila režiserka odrasla, je želela izvedeti, kdo je njen oče, vendar babica Rosa o tem ni želela govoriti. Vseeno pa ji je podarila nekaj dragocenega, kar je postalo izhodišče za njen film. My grandmother gave us a box full of pictures. Babica nam je dala škatlo spominov polno fotografij in VHS posnetkov, ki pripovedujejo zgodbo o tem, kaj se je dogajalo na Tajskem, kot da bi bili srečna družina. Kmalu sem ugotovila, da ne vem, kdo je moj oče in da je naša družina popolnoma drugačna od zgodbe, ki nam jo je povedala babica. S filmom sem želela na ta arhiv znova pogledati z zavedanjem, da je bila babica tista, ki je posnela fotografije in posnetke, kar pomeni, da ni bilo vse iskreno. Film je bil način, kako sem v ta arhiv lahko znova umestila svojo zgodbo in se lotila iskanja resnice. Da bi razumela, kaj se je v moji družini zares zgodilo, sem morala ta arhiv dekonstruirati in tako rekonstruirati našo zgodbo. Tako se je ta proces začel. Al-Bazari poudarja, da je bilo zanjo ustvarjanje filma nujno potrebno predvsem na osebni ravni. It was obviously a necessity. I needed to make it a body of work. Ustvarjanje tega filma je bila zame nuja. Vse to sem morala spremeniti v nekaj, kar je zunaj mene in kar lahko pokažem navzven in ne le nekaj, kar je v meni. To je bilo orodje za soočanje in za poskus vnovične združitve družine. S komunikacijo in s tem, da smo bili v tem procesu drug drugemu na voljo, sem želela sestaviti vse te koščke skupaj. Čeprav se filmska pripoved sprva zdi kot iskanje pravega avtoričinega očeta, se njen fokus postopoma usmeri drugam. Mislim, da je bilo na začetku vprašanje, kdo je moj oče, zame zelo pomembno. Med ustvarjanjem filma pa se je to vprašanje izgubilo, saj sem našla druge odgovore in ugotovila, da me je proces sprejemanja in spoznavanja zgodbe moje matere in babice zbližal z njima. Dejstvo, da mi ni bilo več treba iskati odgovora, je bil del procesa razumevanja te zgodbe. Al-Bazari arhivsko gradivo uporablja kot pomembno pripovedno sredstvo, ki simbolno spaja preteklost in sedanjost. The editor, Pier Paolo Filomeno, did an amazing job. We did an amazing job together in melting the... Montažer Pier Paolo Filomeno je opravil čudovito delo združevanja preteklosti in sedanjosti. Arhiv v filmu deluje kot nekakšne notranje misli, v katerih se oziram nazaj v preteklost, o njej ponovno premišljujem. Prek arhivov si lahko preteklost znova ogledam in v njej iščem resnice, ki jih tam prej ni bilo. To je lep način, kako se vrniti nazaj in kako iti naprej. Filmski festival Crossing Europe v Linzu bo potekal še vse do nedelje, 3. maja. Rado Žude, eden najdrznejših glasov sodobnega evropskega filma, se v Continentalu 25 vrne k temi, ki ga preganja že od začetka kariere. Kaj se zgodi z moralno zavestjo posameznika, ko ga sistem postavi v vlogo izvršitelja nepravičnih odločitev? Izvršiteljica Orsolja v romunskem Klužu izvede deložacijo brezdomca, ki se potem ubije. In film v tem izhodišču ne vidi kriminalke, ampak komedijo nravi. Iskanje pomiritve vesti, ki pa se zdi vse bolj nemogoča. Film, ki ga je Žude posnel kar z iPhonom in minimalno ekipo, so na letošnjem Berlinalu nagradili s srebrnim medvedom za najboljši scenarij. Rado Žude.
Cinema has this power, maybe the only power that always had. And Kino ima to moč, morda prav tisto prvobitno, ki ga spremlja od začetkov, da z lastnimi izraznimi sredstvi, kamero in montažo opazuje, preučuje in beleži življenje, ljudi, kraje, čas. Ne gre toliko za prenašanje vnaprej določenih sporočil, temveč za potrebo po natančnem popisu nekega trenutka v razvoju romunske družbe in gospodarstva, trenutka, ki je za pripovedne umetnosti izjemno ploden. Po padcu komunistične diktature in revoluciji leta 1989 je obdobje kaosa postopoma prešlo v neoliberalni kapitalizem, za nas razmeroma nov sistem, ki ga zares živimo šele zadnjih 20 let. Njegovi mehanizmi in načini organizacije se bistveno razlikujejo od zahodnoevropskih modelov. V določenih vidikih jih je mogoče primerjati celo s kitajskimi, čeprav moramo pri tem ohraniti občutek za razmerja. Skušal sem ujeti tok teh sprememb, porajanje novih problemov, preoblikovanje vsakdanjosti in vznik novega načina življenja. Slogovno je tudi zaradi nižje produkcijske vrednosti filma film drugačen od njegovih prejšnjih del, kot so Bravo, Ne pričakujte preveč od konca sveta, Nesrečno nabijanje ali Odštekani pornič. It's true, and now I think it's also I have to answer a little bit around what we call. Res je. A na to, čemur pravimo slog ali manira, lahko odgovorim le nekoliko posredno. Sam tega nimam. Dolgo leta me je to bremenilo. Mislil sem si, da zato nisem pravi režiser. Pravi režiserji naj bi imeli jasen slog, prepoznaven nabor tem in postopkov. Danes pa se mi zdi, da mi prav odsotnost sloga omogoča veliko svobode. Ne zavezujejo me lastna prejšnja dela niti predstava o lastni podobi. Nisem v položaju, kot je George Lucas, ki je sam sebi zapovedal, da mora ustvarjati le še Star Wars. Jaz nimam takšne obveznosti in lahko počnem, kar hočem. To je svoboda brez sloga. V tem primeru drži, da je film manj razkošen kot nekateri prejšnji, toda izhajam iz vprašanja nujnosti. Katera sredstva so sploh potrebna, da lahko svet čim natančneje opišem? Včasih jih ni veliko. Ta zgodba in ta situacija nista terjali izrazitega slogovnega aparata. Gre za določeno gesto modernosti, včasih celo za povratek k začetkom. Študentom, ko poučujem film, pravim, ne zapletajte, poskušajte snemati tako, kot so snemali Auguste in Louis Lumière ali D.W. Griffith. Običajno mi odvrnejo, naj ne pretiravam, da tega nočejo, a včasih je prav vrnitev na začetek lahko sodobna in osvobojajoča. Ta film sem si zamišljal, kot da bi ga posnel nerasistični D.W. Griffith z mobilnim telefonom. V filmu protagonistko Orsoljo upodobi igralka Ester Tompa. In kako je Žude uravnotežil portret njenega lika z makroravnjo, portretom sodobne Romunije. Did you see that photos with Donald Trump and all these cronies in his office laying? Videl sem fotografije Donalda Trumpa in njegovih sodelavcev, ko z rokami na ramenih drug drugemu molijo za bombardiranje Irana ali nekaj podobnega. To ni družbena vloga duhovnosti, o kateri govorim jaz. V Romuniji je religija po revoluciji doživela razcvet. Imamo nekakšno narodno religijo, krščansko pravoslavje, ki sicer ni uradno državna, a deluje kot državna cerkev, vključno z močnimi političnimi podtoni. To sem moral vključiti, ker vidim tesno sorodnost med slabo politiko in slabo versko politiko v svoji državi, pa tudi širše. Kar se tiče Ester Tompe, mi je izjemno blizu in mislim, da ustvarja nekaj posebnega. Zmožna je izraziti izjemno raznolik spekter nians. Njena igra me je presenetila. Včasih njen nasmeh nakazuje eno, pogled pa razkriva nekaj povsem drugega. Prav zato je izjemna igralka za upodabljanje protislovij. Ena ključnih ambicij filma je bila prav ujeti, kako je živeti s takšnimi notranjimi razpokami. Njen lik zaznamuje ta visok čut za dolžnost ter močna etična in moralna drža, hkrati pa opravlja izrazito pragmatično delo, ki od nje zahteva drugačen pristop. Film se zgodi prav v trenutku, ko ti plasti trčita druga ob drugo.
Ni preprosto živeti s protislovji. Na eni strani lahko zdrsneš v popoln cinizem in nemoralnost, na drugi v nevrotičnost in depresijo. Prostor med temi skrajnostmi je izjemno ozek. In še? My films also asked another question apart from the... Vsak moj film poleg vsebinskih dilem odpira tudi vprašanje, kaj sploh je kino. Andrej Bazin je v 50 letih napisal knjigo s tem naslovom. Ko ustvarjam film, se vedno znova zastavljam isto vprašanje, kaj je kino? Odgovor pa je odprt. Kino je lahko to ali pa nekaj povsem drugega. Ta film sem posnel z iPhonom v 10 dneh, skoraj brez sredstev. Je ena od možnih definicij kina. Zanimivo pa je opazovati, kako se je ameriški undergroundovski film pri Andyju Warholu z njegovimi dolgimi kadri, ki sta jih navdihnila nemi film in Thomas Edison, na neki način prelil v romunski film. Cinema transformed itself into becoming a Romanian film. Jó csákok, jó menj. Szenteltessék meg a te neved. Bocsáss meg vétkeinket. Oceno filma Continental 25 pa je napisal Gorazd Rušnavec. Bivša profesorica prava Orsolja dela kot sodna izvršiteljica, pri čemer skuša upoštevati tudi človeški vidik. Za nalogo dobi izselitev brezdomca, nekdaj uspešnega športnika. Ta si je uredil zasilno bivališče v kleti zapuščene hiše, ki jo bodo porušili zaradi graditve butičnega hotela. Toda med samim postopkom brezdomec stori samomor, kar postavi vsa življenjska prepričanja in izkušnje Orsolje na preizkušnjo. Eden od prvakov novega romunskega filma Radu Žude v svojem celovečercu Continental 25 pretresa zasebne moralne dileme, pravni sistem in potranzicijske družbene anomalije. Film je dolgo potovanje na konec noči o vprašanju osebne krivde in javne odgovornosti ter odrešitve, ki jo Orsolja med srečanji s prijateljicami, družinskimi člani in znanci v transilvanskem mestu Kluž išče zaman. Rado Žude na stanje stvari, če lahko temu tako rečemo, pogleda z različnih vidikov in poti Orsolje se kot naključno prekrivajo z lokacijami, na katerih je svoj zadnji dan preživel brezdomec. Rado Žude ostaja zvest svojemu značilnemu črnohumornemu ljudomrzništvu in seciranju licemerstva in laži, ki ju ima pravzaprav za osnovno družbeno vezivo, poleg sovraštva do vseh drugih, narodnih manjšin, Romov, priseljenskih delavcev. Gaza in Ukrajina pa sta tako ali tako prerasli v prispodobo, v globalni odsev vseh naših lokalnih, vsakdanjih hinavščin. Celovečerec je na prvi pogled vizualno neambiciozen. Veliko je statičnih prizorov dialogov, v katere so vpletena številna imena ustvarjalcev. Filmski sliki, kot da bi manjkalo globine, kar ni nepomembno. Mimogrede, celovečerec je bil posnet na iPhone 15 in vezno tkivo med pripovednimi sklopi so posnetki sodobnih romunskih nepremičnin, kot nekakšnih tihožitij v posmeh o zujevski poetiki. Hkrati pa imajo tudi na videz nepomembne podrobnosti svojo vlogo. Rado Žude razkazuje svoje enciklopedično znanje in v celovečerec je vpletenih toliko hipnih citatov, da bi lahko govorili kar o metafilmu. Orsolja bere Povojno zgodovino Evrope, Tonija Džada. Brezdomec hodi po ulici Emila Zolaja. Kamera se zadrži na kipih osebnosti, zaslužnih, da je etnična madžarska Transilvanija pripadla Romuniji. V ozadju se pojavita plakata za Buñuelovega Grobijana iz leta 1952 in Rossellinijevo Evropo 51 iz istega leta, na katera se navezuje tudi pripovedna struktura Continentala 25. Junakinja zaspi ob Ulmerjevem obvozu iz leta 1945, kultnem noirju o nesrečnih naključjih in izgubljenih iluzijah in tako naprej.
Film Continental 25, ki je bil lani nagrajen za najboljši scenarij na Berlinalu, je intelektualna satira, ki nudi več užitka ob razmišljanju o njem in navzkrižnem preverjanju referenc kot ob samem ogledu, ki ti pusti suh cmok v grlu. Sicer pa to, da bi nas zazibal v lagodnost, tudi nikoli ni bil avtorjev namen. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Mateja Perpar, Igor Velše, Tina Ogrin, David Lap in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.